Dobrodošli na webinarju Rasturi na maturi 2024. Za tiste, ki me mogoče še ne poznate, jaz sem Lisa Mislej-Vončina, sem profesorica angleščine in nemščine in ustanoviteljica platforme Rasturi na maturi. Veliko se vas je prijavilo na ta webinar in tudi veliko vprašanj sem že vnaprej dobila za ta webinar, tako da jaz sem ga pripravila na tak način, da sem v bistvu že tekom slajdov, ki jih bomo šli danes čez, da predelamo v bistvu čim več že teh vaših skrbi oziroma vaših vprašanj. Tako da mislim, da vam bo zelo prav tole prišlo. Drugače sem si pa zadala en tak cilj, ki iz vprašanj sem nekako razbrala že eno tako od nekaterih strah, od nekaterih že malo paniko, tako da sem nekako tako splanirala, da vas s tem webinarjem tudi malo pomirim, pa malo zmotiviram, da se boste tako na pravi in umirjen način lotili priprave na maturo. Tako da jaz mislim, da je najboljše, da kar začnemo. Jaz sem to tako naredila, da ne bom ful dolga, mogoče max pol urce. Potem pa bom pač še tukaj ostala, če bi imel kdorkoli kakršnokoli vprašanje. Če želite, lahko že tekom tega, kar razlagam, napišete svoje vprašanja v chat, pa jih bomo pač na koncu šli čez vse, a prav ne bom sproti gledala, ker se mi zdi, da pol bomo sam skakali z ene teme na drugo. Ampak tako, da ne boste pozabili svojega vprašanja, ga lahko že sproti v chat napišete, pa bomo na koncu šli čez vse. Pa če bo kdorkoli še karkoli imel na koncu za vprašati, isto, kar se opogumite. Še ena stvar je, se pravi, kakšen je nekak načrt, kako sem jaz pripravila vsebino za danes. Šli bomo malo čez načine, kako si lahko splanirate učenje, kdaj začeti, kako začeti, na kakšen način se učiti, kakšne so neke priporočljive metode učenja, ki so pač tako tudi znanstveno podprte, da si pač na kakšen način si dejansko največ informacij lahko zapomnimo, pa v čim krajšem času. Potem bomo šli pa še pogledati v bistvu za 3 glavne predmete, se pravi za angleščino, matematiko, slovenščino, si bomo pogledali, na kakšen način se je najbolj optimalno pripravljati in na pisne in na ustne dele, tako da mislim, da bomo na tak način pokrili večino vaših vprašanj. Potem bomo šli še čez, kako ne biti preveč v stresu med tem časom, med pripravo na maturo. Zraven vam bom pa vmes tudi pokazala malo platformo Rasturi na maturi in kako si z njo lahko pomagate. Zdaj, malo sem tudi videla, to je bilo tudi eno izmed vprašanj, ko ste se prijavljali na ta webinar, da vas je tako recimo skoraj pol že uporabljate platformo, tako da to je super in hvala vam za zaupanje. Vsem pa verjetno ostali, ki je pa še ne uporabljate, vas pa tudi dejansko ste napisali tudi znotraj vprašalnika, vas dejansko zanima, ne, kako vse skupaj izgleda, tako da tisti, ki že uporabljate, boste mogoče še kakšen nov feature odkrili na platformi, da boste vsaj vedeli, kje iskati, katere stvari. Unika še pa ne uporabljate, boste pa mogoče videli, da bi vam lahko prav prišla. Tako da jaz predlagam, da gremo kar začeti. Jaz sem tukaj napisala par predlogov recimo za nek flow učenja, za neko organizacijo učenja. In tukaj naj sam vnaprej povem, da tukaj je res tako, da je pomembno, da najdete tisto, kar bo za vas najbolj optimalno. Ker pač vemo, ne, da se vsak na malo drugačen način uči, vsak se rad malo drugače zorganizira po svoje, tako da ne zdaj tega, kar sem jaz tukaj napisala, vzeti za sveto in da na točno tak način si morate vse splanirati. Tukaj je par različnih stvari na voljo. Vzemite ven iz tega tisto, kar vam ustreza ali pa kar se vam zdi, da vam bo pač najbolj pomagalo. Jaz vam bom pač par teh stvari pokazala in ja, ni treba točno tega copy-pastati, zaradi mene si lahko screenshote tega naredite pač komot.
Če bo kdo želel, vam lahko tudi pol slajde pošljem, če boste želeli kaj takega, boste mi sam napisali, ampak sam to, da gremo par različic čez, da vidite, koliko je dejansko enih različnih možnosti, pa da vi potem najdete tisto, kar vam najbolj ustreza. Naj vas pa najprej pomirim, ker glede na vaše vprašanje je to najbolj tako, najbolj vas spravlja v stres to, a ste že prepozni, ali kdaj se začeti učiti za maturo, pač niste prepozni, vse bo okej. Če si zdaj dobro zorganizirate stvari, pa predvsem je najbolj pomembno to, da to, kar si zdaj zorganizirate, da ste potem, kar se tega tiče, konsistentni. In če vam to dvoje rata, pač pol ste zmagali, pol ste razturili. Tako da v miru, dovolj časa je še, niste še prepozen začeli, vse se še da zelo lepo, zelo v miru obdelati in rešiti. Tako, zdaj gremo pa ta prvi flow pogledati. Okej, se pravi, to je tako, kot en board game, sem tle naštimala, da se malo lažje znajdemo. Se pravi, začnete recimo danes lahko. Tako da ne čakati na ponedeljek ali pa kaj, ampak začnite, če se boste danes za to odločili, začnite danes. In potem si malo splanirate, okej, učim se recimo predmet 1 je, ne vem, matematika in predmet 2 je recimo slovenščina. In si splanirate, kaj se boste pač tisti dan ali pa tisti teden ali pa tisti mesec učili. Zdaj ta flow, ki ga zdajle gledamo, to lahko obdelate v enem dnevu, lahko si naredite tak flow za en teden, za en mesec, pač kakor vam ustreza, ne. Ampak si recimo določite za en predmet, okej, ne vem, te 2 snovi ali pa te 2 temi ali pa kakorkoli bom obdelala, pa enako si naredite še za drug predmet, pa si pač tudi časovno malo opredelite, a ne, v smislu, okej, zdaj bom 1 uro delala za ta predmet, pa 1 uro za ta predmet, in potem recimo, ko to zaključite, ponovite. Ponovite tako, da si pač ali na glas govorite, ali da si zapisujete, ali pač kakorkoli že. Bomo te tehnike učenja tudi še kasneje pogledali. Ponovite in če je šlo, super, greste naprej, lahko recimo na tretji predmet. Če ni šlo, greste nazaj, ponovite še enkrat, kar ste se naučili oziroma pač kar vam še manjka. In pač na tak način to ponavljate, dokler tukaj pač ne greste na naslednjo stopnjo recimo, a ne. In potem pač je recimo predmet 3, ne vem, angleščina ali pa pač karkoli že, psihologija, geografija, ne vem, kaj imate. In spet, greste naprej, ponoviš, pol pa spet to, a ne, če je šlo, super, greš naprej na naslednji predmet, če ni šlo, greš nazaj, ponavljaš, dokler pač tiste snovi ne znaš tako iz glave ponoviti. Najboljše je tudi tako ponavljati, da probate res iz glave, da ni, da imate recimo knjigo ali pa zapiske pred sabo, pa da v tisto gledate med tem, ko kao ponavljate, ker takrat skozi lahko tiste informacije, a ne, lahko malo not pokukate in pač lahko se zelo hitro ujamemo v to, da mislimo, da vse znamo, čeprav pol, če bi pa brez teh zapiskov ali pa brez pač neke pomoči probali ponoviti, pa mogoče ne bi šlo tako dobro. Tako da probajte vedno, ko ponavljate, si dati pač vso vsebino stran in probajte pač iz glave potegniti. Ker tako bo tudi na izpitu, a ne, na pač maturi, na testu, kjerkoli, pač tam ne boste imeli zraven zapiskov in je res dobro, da že med tem, ko se učite, se v bistvu postavljate skozi v tako situacijo, ko bo zares na testu in pol je tudi test veliko manj stresen, pa veliko manj vas kakšna stvar preseneti, zaradi tega, ker če ponavljate že ves čas na tak način, da nimate pred sabo zapiskov, knjig, pač česarkoli že, potem vam bo veliko lažje v isti situaciji pač na testu, a ne. Tako da to je en tak flow, tako kot sem rekla. Lahko si ga naredite za en dan, za en teden, za 3 dni, pač kakorkoli vam paše, ampak sigurno prav pride, da si nekako tako strukturirate, kdaj se boste učili kateri predmet in da pač vedno greste nazaj, se pravi, ko se nekaj naučite, ko obdelate neko temo, neko snov, kakorkoli, da greste vedno še nazaj, pa ponovite, pa vidite, okej, a je šlo, a to znam, kul, kljukica, greš lahko naprej, če ne, se pač vrneš nazaj, pa pač ponavljaš, dokler ne znaš. Tako da to je ena opcija. Druga opcija
je, da si naredite eno tako tabelico. Jaz sem zdaj tle za en predmet kot primer izpolnila, spet ni treba tega dobesedno vzeti, ampak samo tako, da vidite pač po kakšnih sklopih si je fajn razdeliti stvari. In si date recimo tle predmete, tle recimo, da bo, ne vem, če greste na splošno maturo, imate tukaj 5 predmetov in si za vsak predmet napišete, ok, kdaj pišem ta izpit, se pravi, kdaj imam maturo iz tega predmeta ali pa vsaj prvo polo ali karkoli že. Jaz vam predlagam, da si tudi te predmete pol tako porazdelite, da imate najvišje napisano tisti predmet, ki ga najprej pišete in pač tako vse do konca. Potem si nujno napišete cilj, se pravi, kakšno oceno si želite iz tega predmeta, pa recimo, da ne vem, če greste angleščino na osnovnem nivoju, recimo, da si želite dobiti 4. Potem je snov, ki jo morate predelati. Tukaj ni treba, da si zdaj čisto vso snov zapišete, ne? Tukaj je lahko tudi tako, da pač ok, ne vem, recimo, da vas najbolj skrbi gap fill, ok, se pravi, predelati moram vso slovnico, pa vaditi moram malo še slušno pa bralno razumevanje, ki sta v bistvu kar veliko vredna. Tudi tega se bomo še dotaknili, ampak tako, si pač napišete, kaj morate obdelati. Lahko tudi, zdaj sem jaz napisala pač vsa slovnica. Lahko tukaj tudi si napišete pač vsako temo posebej, lahko si napišete časi, ne vem, passive voice, pa conditionals, ali pač karkoli, kjerkoli pač teme, ki veste, da jih morate še malo obdelati, malo ponoviti, preden pač greste pisati maturo. Potem si tukaj označite, ob katerih dneh se boste učili ta predmet, ni nujno, mislim, ni treba, da se vse predmete vsak dan učite, a ne, pač ne mogoče. Tako da pač si mogoče razdelite po dnevih, ok, ob ponedeljkih, pa ob torkih, pa ob petkih recimo, pač si bom vzela koliko časa tukaj zraven, koliko ur na dan ali pa koliko minut na dan, ok, 1,5 uro na dan, se pravi, v ponedeljek bom uro pa pol delala z angleščino, pa v torek pa v petek. Pa je to že ful, a ne? Tako da, če ste v tem času, pač, ko to delate, skoncentrirani, se pravi, da date telefon stran, da nimate nekih ful motečih faktorjev, se pravi, da dejansko, ko to delate, delate to, pa ne pač še 1000 drugih stvari zraven, pol lahko že v 3 dneh na teden neskončno veliko naredite. Pa si pač razdelite, ne vem, če je ura pa pol, pa rečete, ok, se pravi, pol ure rabim, da malo obdelam to snov, da malo ponovim teorijo, in pol imam v bistvu še 1 uro, da lahko še, ne vem, neskončno vaj naredim, ali pa da rešim še vsaj 1 ali pa celo 2 stari maturitetni poli. Tako da v tem času se da res veliko narediti. Tako da se splača, da si tako malo splanirate, se pravi, različne dni, delate različne predmete, veste, kakšen imate cilj, veste, katere stvari morate predelati in si pač označite, koliko časa in ob katerih dnevih boste to delali. Ok, to sta zdaj tako dva neka različna flowa, ki vam bosta po moje lahko zelo prav prišla, no, če si jih pač nekako po svoje uvrstite. In ja, recimo, da imate zdaj nek plan učenja pripravljen. In kako se zdaj učiti, a ne? To je pa Active Recall oziroma podveja Active Recall tehnike je 3-2-1 tehnika. O tem sem jaz že kar precej govorila, tako da kdorkoli, ki je bil že na kakšnih prejšnjih mojih webinarjih, to že pozna. Upam, da ste tudi že kaj testirali in da se vam je dobro obnesel. Ok, pa bom še enkrat ponovila za vse, ki mogoče še ne veste. Active Recall je tehnika, kjer z snovjo, ki smo se jo naučili oziroma ki se jo pač učimo, nekaj aktivno delamo in na tak način si jo ful bolj zapomnimo. Primer. Če se jaz učim, ne vem, neke podatke za zgodovino, recimo. Pač pri zgodovini je res taka stvar, ki jo moraš
a ne se jo naučiti, ker ni taka stvar, ki moraš ful razumeti, da je neki ful tako neko logično sklepanje ali karkoli. Pač so neki podatki, ki jih moraš vedeti, ne vem, letnice ali pa karkoli takega. In active recall pomeni, da pač si ti recimo, ne vem, prebereš zapiske ali pa iz učbenika ali pa iz nekje neko snov in potem to, kar sem že prej razlagala, daš stran to, se pravi, ne gledaš več v zapiske, ampak s tem aktivno, zbrano z glavo nekaj delaš. Se pravi, da pač ponoviš, kaj si se naučil, ali tako, da na glas govoriš, pa ful je tle bolj pomembno, da govoriš na glas, ne da tako sam pri sebi, a ne, da si zares tih, pa si kao v glavi ponavljaš, res na glas, da daš ven pač te informacije. Če vam je tako čuden sami sebi govoriti, pač si pokličite nekoga, pač rečete, ne vem, staršem, bratom, sestram, pokličite nekoga po telefonu, pa jim povejte, kaj ste se naučili. Ali pa pač, ne vem, če imate doma psa, mačko, njim razlagite snov, pač res je vse en komu. Sam da pač na glas ven date te informacije in na tak način si jih boste res, res ful bolj zapomnili. Zdaj, lahko jih govorite na glas, lahko si vzamete praden iz papirja, kuli, pa zapišete te informacije. Sam pač nekako jih morate ven iz svoje glave dati. Tako da ja, in ta tehnika, podtehnika recimo tega Active Recall je 3-2-1. Trikrat prebereš, dvakrat poveš na glas, enkrat zapišeš. Če to naredite za vsako snov 3-2-1, trikrat prebereš zapiske, da pač se ti usedejo malo informacije v možgane, dvakrat jih ponoviš, jih poveš na glas, brez tega, da gledaš v zapiske, in enkrat zapišeš te informacije, kakor da ne pišeš esej ali pa test ali pa karkoli, pač ste zmagali. Tako res probite. Pa prepričana sem, da mi bo večina napisala, pač ja, hodo, ful si bolj zapomnim. Je težje, ne, ker ti lahko pač, mislim, je težje v tem smislu, da je malo bolj zahtevno, zaradi tega, ker ja, če ti pač samo bereš zapiske, pa si tako, ja, cool, se to štekam, sam polkrat zapreš zapiske, pa greš stran od tega, če moraš to vse sam ponoviti, je kar naenkrat malo težje, ne. Tako da, če pa na tak način delate, pa se v bistvu skozi spravljate v eno tako test situacijo, pač ste in prvo kot prvo bolj pomirjeni na testu, ker ste že 100-krat bili v taki situaciji in vas to ne more spraviti iz tira, in drugič pač dejansko si na tak način, če 3-krat preberete, 2-krat na glas poveste in enkrat zapišete vse te informacije, pač na različne načine ste obdelovali te informacije, ste jih dali ven iz sebe, enkrat ustno, enkrat pisno, mislim, večkrat ustno, lahko tudi večkrat pisno, ampak na tak način si pač res, res dobro lahko zapomnimo informacije. Tako da jaz vam priporočam, probite. Obstaja drugače še neskončno enih tehnik učenja, ampak ta se je nekako, jaz sem ful enih teh raziskav brala, ta se mi je zdela tako najbolj promising, pa dejansko je imela najbolj take močne rezultate, no, tako da probite. Okej, zdaj gremo pa malo na vsak predmet posebej. Zdaj, okej, pri angleščini vam še najbolj zares lahko povem, ker sem profesorica angleščine. In tukaj sem to razdelila tako na par različnih delov. In sicer ena stvar, ki je ponavadi največja panika med dijaki, so pač te gap fill naloge. In jaz najprej bi vas rada pomirila s tem, da vam rečem, da samo razmislite, oziroma a veste sploh, koliko je ta pola, koliko je ta, ne vem, kako se imenuje, raba jezika, ali v glavnem pač ta language in use, koliko je vredna ta pola. Pač vsi se samo z gap filli ukvarjajo, ampak to je vredno na koncu 15% končne ocene. Kar res ni veliko. Tako da jaz vam bolj priporočam, da se osredotočite na reading, listening, writing, speaking, ker tam lahko ful več točk dosežete, kakor na gap filmu. Ampak ja, vseeno, razumem, da pač vam je to nek tak strah, sploh, ker
je na žalost tudi zelo veliko profesorjev, ki vas straši s temi zadevami, pa vas skozi to slovnico obremenjujejo, tako da štekam. Vam bom tudi pokazala, na kakšen način se najboljš lahko pripravite na gap fill naloge. Vedno morate paziti na kontekst oziroma imejte v mislih, a ne, vi pri gap fillih imate celo besedilo pred sabo. In pač dajte uporabiti to besedilo, ker večinoma so znotraj v besedilu že skrite neke besede ali pa neke te signal words ali pa karkoli, ki vam pove, kaj pač, ali kaj za eno besedo noter dati, ali kaj za enim glagolom narediti, ali kakšno word formation mora biti, kakorkoli že. Tako da ful je važno, da dobro preberete te stavke, te odstavke, ki jih imate pred sabo, ker vam bo pač ne se samo osredotočiti na gap, na luknjo prazno, pa pač iskati kar tako iz nekje to vam potegniti, ampak raj se osredotočite na vse okrog, pa pol pogruntate, kaj bi dali noter. Tako da zdaj sem v bistvu šla že malo znotraj gap filla na te čase. Tudi še ena stvar, ki vidim, da jo ful veliko dijakov dela, da recimo, a ne, se vam zdi, da bi dve besedi lahko pasali noter, ali pa dve različni obliki glagola ali kakorkoli. In pač pol ste ful tako v stresu zdaj, katera bo ta prava, kaj če napačno izberem, a ne. Če pogledate malo rešitve teh različnih gap fill nalog, je zelo velikokrat več možnih pravilnih rešitev. Tako da, če ste vi v nek ožji izbor pač dali dve različni rešitvi, je v bistvu dosti vseeno, za katero se odločite, zato ker je zelo veliko možnosti, da boste obe prav. Tako da se ne preveč obremenjevati s tem, okej, a bom zdaj izbrala ta pravo, a bo pač to ta prava rešitev, ker dejansko je zelo velikokrat tako, da je možnih več pravilnih rešitev. Tudi ni vedno sploh tako, da si ocenjevalci vnaprej pač, da ugotovijo vse možnosti. Jaz sem dostikrat že recimo dijakom napisala kakšne pač te pritožbe, a ne, na ugovore na oceno, pa sem pač obrazložila, zakaj bi neka ona rešitev lahko bila prav, pa so rekli, ja, okej, res je. Tako da včasih pač, če znaš dobro argumentirati, zakaj pač nekaj paše v en gap, je čisto možno, da bojo vaš odgovor tudi dodali v rešitve, tako da se je tudi to že dogajalo. Potem, kar se tiče writinga, ne, se pravi, imate, zdaj govorim za splošno maturo, kdorkoli, če je tukaj iz poklicne, lahko tudi to kasneje obdelamo, ampak kakor sem gledala prijave, vas je bila velika večina vseeno, ki greste pisati splošno maturo. Tako da tukaj imate na poli A za napisati pač nek krajši sestavek, pa na poli B pač nek esej. Tukaj je ful pomembno, pri teh, ki jih imate report, article, formal letter, email, je ful važno, da poznate zgradbo od vsakega posebej, se pravi, da veste, kakšno sestavo ima article, kakšno sestavo ima report in tako naprej, ker že to vam lahko tako skoraj pol pik prinese. Tako da že sam, da pač imate pravilno, da imate naslov, podnaslov, pač karkoli zahteva tista zvrst, ampak pač to vam lahko že ogromno prinese. Tako da to zelo priporočam, da si pišete osnutke, zaradi tega, ker na tak način se vmes med tem, ko pišete, ne izgubite. In imate skozi pred sabo neko rdečo nit, kaj sem že napisala, kaj še moram napisati, da imate tako eno strukturo skozi pred sabo, ker če ne se ful hitro, če začnemo nek argument pisati, se ful hitro zapletemo in pol je lahko en odstavek ful dolg, ful predolg, pa pol malo pozabiš, koliko je ura in pol pač kar nekaj tako na hitrico zaključiš. Tako da dajte si narediti osnutek, zato da boste imeli res pred sabo celotno strukturo in da boste skozi vedeli, kje ste med tem, ko pišete. Okej, te dve stvari sem že, še dve stvari moram napisati, da boste imeli tako jasno to strukturo pred sabo in vam bo veliko lažje se potem lotiti pisanja, pa pač spisati lepo od začetka do konca, da bo imeli pač vse skupaj eno rdečo nit. Pri writingu, pri tej poli, imate lahko pri sebi tudi slovar,
lahko imate katerkoli slovar. Lahko imate slovensko-angleškega, angleško-slovenskega, angleško-angleškega, zaradi mene angleško-nemškega, pač kjerkoli slovar. Jaz vam predlagam tako. Slovar je super uporabljati, da recimo besedišče dvignete na malo višji nivo, ne? Da dobite kakšno ekstra točko za besedišče. Ampak jaz vam predlagam, da vseeno je bolj pomembno, da imate cel sestavek dokončan in napisan, kakor da imate nekaj na pol napisan ali pa vam niti ne rata zaključiti, samo imate par hudih besed noter. Tako da moje priporočilo je, da najprej napišite cel sestavek, makar si vmes, ko pišete, podčrtajte kakšne take basic besede, ko veste, da so dosti basic, pa da bi lahko ziher kakšen boljši sinonim našli. Pa potem, ko zaključite, ko ste napisali tudi zaključek, zadnjo piko postavili, pa če vam ostane še čas, greste pol iskat po slovarju. Ker iskanje po slovarju vseeno nam kar precej časa vzame. In če bi se vi med tem, ko pišete, vmes ustavljali, pa gledali, pa iskali besede, pač prvo kot prvo že čist ven iz glave ti gre, kaj si sploh hotel napisati, ker si se sredi stavka ustavil, da zdaj neko besedo iščeš in pač se ti sam podre cel ta sistem pisanja. In drugič, pač tudi med tem, ko iščeš, ful nimaš fokusa, ker 1000 stvari zraven razmišljaš. Tako da res in zraven seveda še tvegaš, da ti zmanjka časa in da ne boš mogel sploh do konca napisati pač eseja, reporta, karkoli. Tako da moje priporočilo tukaj je res super, uporabljajte slovarje, ampak potem, ko dokončate pač cel esej, artikel, karkoli, in če vam še ostane čas, pejte iskat kakšne sinonime, preverite kakšne stavčne strukture, pač dajte noter kakšen phrasal verb ali pa karkoli, super, ampak najprej dokončajte cel tekst, ker več točk boste dobili za zgradbo in za to, da je vse v celoti napisan, kakor za tistih par besed, ki jih lahko vmes izboljšate. Ok. In še to, kar jaz tudi velikokrat poudarjam, da pač dijaki malo premalo pozornosti posvečajo readingu pa listeningu. Ti dve zadevi sta vam lahko zelo velik točk in zelo velik del ocene prineseta, ampak se mi zdi, da tako vsi res čist premalo se tega lotevajo, tako da vadite bolj, pa dajte se malo štopati zraven. Dajte malo pogledati, ok, koliko časa traja reading, pa si zraven pač označite, si dajte štoparco ali kakorkoli, in se štopite. Zato, da boste videli, da pač se tudi vedno izboljšuje ves čas, pa da se navadite tudi na ta time pressure, ki ga imate na maturi, da spet polka prijete tja, da ni to neko presenečenje, ampak da ste doma že 100-krat šli čez to situacijo in vas ne more načistirati spraviti. Enako je za listening. Verjamem, da boste po listeningu, v angleščini vsi rekli, naš listening je bil najtežji listening do zdaj, pač kar eni teksti so bili, nič nismo razumeli, ker to reče čisto vsaka generacija, presežem. Tudi mi smo to rekli, pa jaz sem maturirala leta 2010. In pri nas je bil najtežji listening in naslednja generacija ne. Naš je bil najtežji, vsi to rečejo in grem staviti, da boste vi tudi to rekli, ampak vam tudi povem, zakaj vsak to reče. Zaradi tega, ker pač vi doma, če vadite listening, ste v eni čisto drugi situaciji, kakor ko ste na maturi. Pač ni nekega pritiska zraven, zavrtite si tape, rešujete pač čisto neobremenjeno, ker tudi, če bo pol stvari narobe, ne bo nič hudega, se je pač samo vaja. In potem pač, ne vem, če hočete še tretjič poslušati posnetek, si ga lahko še tretjič ali pa četrtič zavrtite in res pač ni zraven tega pritiska. Pa pač pridete na maturo, pa vam tam pač zavržijo tisti 2-krat in to je to. In pač je malo večji pritisk zraven, ne? In samo zaradi te malo drugačne situacije
se vam zdi pa listening ful težji. Tako da, če pa recimo samo en listening na teden naredite, ali pa če ste ful pridni 2, se pa tega ful navadite, pa vam je veliko lažje slediti posnetkom, pa se veliko bolj navadite na pač samo to situacijo poslušati in reševati nalogo in tako naprej. Tako da dajte vaditi te stvari, zato da boste mogoče vi letos prva generacija, ki bo rekla, naš listening pa sploh ni bil tako grozen, kakor mogoče kakšna druga leta prej. Ker lahko prijete do tega, ne, samo če malo vadite. Pa to, kar sem rekla, pač en reading na teden, en listening na teden, to res ni veliko. Pač listening vam vzame 20 minut, max, tako da pač res ne veliko, pa reading vam vzame pa mogoče, ne vem, dobre pol ure. Tako da kar lepo v miru, eno pač strukturo, v soboto dopoldne bom naredila en reading, en listening. In ste konec v eni uri in je to to. Zdaj vam bom pa samo pokazala, kako vse te stvari lahko vadite na platformi, oziroma kako vam lahko platforma pomaga. Jaz se bom tukaj kar prijavila noter, zato da boste videli, kako izgleda, če imaš pač dostop do vseh vsebin, tako da tisti, ki pa imate dostop, pa lahko najdete še kakšno stvar, če je mogoče še niste. Evo, gremo pogledati angleščino, imamo poglavja in vaje. Tam recimo, ko sem pa enem flowu, ko smo ga delali, sem napisala tam vsa slovnica, recimo, ne. Tukaj imaš zelo jasno razdeljeno vso slovnico in pač pod vsakim poglavjem, recimo, dajmo pogledati zdaj tle čase, a ne, ko so taka tema, ki jo vsak rabi. Tukaj noter v kratkih videih pač razloženi vsi angleški časi. Potem je zraven webinar, kjer so tako pogoste napake, ki jih dijaki delate. To sem jaz čisto iz prakse naredila, ker sem videla, kakšne napake delate, se pravi, ne vem, da 2 časa ful med seboj zamenjujete ali pa pozabite na te signal words ali pa karkoli. Tako da tukaj je cel webinar na to temo. Potem so tukaj zapiski. Tako da tukaj so v bistvu ta glavne stvari za vsak čas povzete. In potem imate pač še vaje, ki jih lahko malo za vajo rešujete. Drugače vaj imate tudi, saj veste, vaj imate poln v vaših delovnih zvezkih, na netu, na splošno, tako da za pač še več vaj lahko ful rešujete, drugače pa vam jaz itak priporočam stare pole reševati za vajo, ne. Tako da to je pač še najboljši trening, če se zdaj za maturo pripravljate. Tako da tukaj dejansko vse od teh reported speech do relative clauses, if clauses, pač vse, tudi recimo numerals, to je ful velikokrat taka stvar, ki je fajn jo ponoviti, kako se pišejo številke, kdaj so, katere stvari so skupaj, katere so narazen in tako naprej. Te gerund, infinitive, participle, to je velikokrat kar težka tematika. Word formation imamo še prav posebej eno poglavje, kako se dela word formation, kako se gradi glagole, samostalnike in tako naprej. Zapiski za word formation so ful uporabni, dobro si jih poglejte, kako lahko, se pravi, iz, ne vem, kaj je adjektiv, pridevnik, kako iz pridevnika narediš glagol, kako iz glagola narediš drug glagol in tako naprej. Pač vse različne kombinacije smo tukaj povzeli, in pač, če greste čez te zapiske, bomba, pač word formation ni več problem. Pol imamo pa writing. Writing je tukaj od teh, kako napisati formal letter, writing tips za višji nivo. Tukaj so tudi interpretacije pač teh 2 knjig, ki jih imate pri angleščini, se pravi, nekaj greste višji nivo, pač imate za esej, nekaj ste osnovni nivo za ustno. Tako da to, potem imamo tudi za speaking, par nasvetov, vaj. Tukaj so pa še nasveti, kako se lotiti readinga, pa kako reševati reading, kako se lotiti listeninga, in pa teli 3 najbolj popularni webinarji.
tako zelo sistematično smo šli čez neskončno veliko starih matur in povzeli, katere besede se največkrat ponavljajo pri gapfilu in one word gapfil, ki je vedno ta prvi. Kaj se dogaja pri gapfil glagolih ali pa pri gapfil word formationu. Tako da te 3 webinarji, če jih še niste pogledali, obvezno pogledati, ker vam bojo ful prav prišli. Za poklicno maturo so glih tako nasveti in tukaj so pol še razlage maturitetnih pol, tako da lahko pogledate, se pravi, vidim v rešitvah, da je tle nekje en rezultat oziroma pač neka rešitev, ampak ne veste, zakaj je zdaj ta rešitev pravilna in tukaj v teh videih mi razložimo, zakaj pač so kere rešitve pravilne in kere ne. Tako da, evo, to je to, kar prihaja še na platformo, po mojem tako do petka bo ziher gor, so še rešene maturitetne pole za poklicno maturo, pa eni zapiski za ta formal writing. Se pravi, zapiski, kjer imate vse napisan od kako mora izgledati article, report, formal letter, email, v glavnem vsi nasveti za pisanje bojo povzeti v teh zapiskih, tako da jih lahko pričakujete najkasneje do petka, ampak mislim, da bojo že prej gor. Ok, gremo naprej na matematiko. Na tole sem jaz ful ponosna. Meni je šla drugače v gimnaziji ful slabo matematika in sem se ful ukvarjala s tem, kako bi vam lahko pomagala, da ne boste imeli takih težav, ki sem jih imela jaz, in da se boste lahko čim bolj tako pametno pripravili na matematiko, pa brez ful stresa. In je to. Naredila sem eno tako tabelico in gor si date snovi. To so zdaj primeri gor, to sem jaz kar nekaj tako iz glave butala, tako da ne tega zares jemati, naredite si pač tako, kakor vi rabite. In imaš gor nekaj, kar je ful pomembno za maturo, pa se ziher pojavi na maturi, pa ziher morate znati. Eno je, kar je pač malo manj pomembno, in pa imate levo, desno, nekaj, kar morate čim hitrejš obdelati, pa nekaj, kar se vam ne mudi spet toliko. Pač ja, morate obdelati do mature iz matematike, ampak ni ful panike. In recimo, ful pomembno za maturo, pa čim hitreje obdelati, kar je tudi obsežna snov, je recimo linearna funkcija, ali pa vse funkcije, ali pač kakorkoli. Funkcije se vedno pojavljajo na maturi, tako da to je res treba dobro znati. In si date to v ta kvadratek. Pol ne ful nujno, ampak je vsem pomembno za maturo, so recimo vektorji, ki se tudi velikrat pojavljajo na maturi, pa je tudi kar taka pomembna snova, ne. Pol recimo nekaj, kar morate zdaj čim hitreje obdelati, ampak ni ful pomembno za maturo, so na primer odvodi integrali, mogoče zato, ker jih pač zdajle v šoli delate in imate še en test iz tega, ali pa pač kakorkoli, in pač se vam mudi to narediti, samo ni pa to ena izmed glavnih tematik na maturi, na primer. Pa recimo, kar je mogoče manj pomembno, pa se ne mudi ful, ali pa so ene take snovi, ki so dosti osnovne, ki jih že znate, ki jih skozi uporabljate, ki morate samo ponoviti, kakšno enačbo ali pa kakšno pravilo, ali pa narediti 3 vaje iz tega, recimo Viotovo pravilo. Pač kar nekaj sem zdaj tle napisala, ampak tako, ful je dobra ta tabelica, pa ne nujno samo za matematiko, to si lahko za vsak predmet naredite. Da si res date, kdaj morate kaj, in pa greste kljukat, ok, najprej se bom lotila tega, ki je ful pomembno, pa čim hitreje moram obdelati, zato da bom to res lahko še 100-krat pol ponovila naprej in pač si pol to prečrtate, ko ste obdelali. In pol greste na naslednjo. V glavnem pač pa lahko imate tudi ful teh bublov znotraj enega kvadranta, lahko jih imate tlele noter 6. Sam ne si pol vse dati v enega tega, tako da malo si pač tako logično razporedite snov. Ok. Še slovenščina. Verjetno ste najbolj zdajle na trnih za esej. Za esej je pomembnih par stvari. Preberite knjige. Upam, da ste jih že, no, ampak res, ne iti na esej, brez da preberete knjige. Pač to je tako osnova. Če nič drugega ne naredite za esej, preberite knjige. Pač, ker če ste prebrali knjige, znate nekaj o njih povedati.
Itak ste pa v šoli še ogromno sigurno delali za esej, tako da to je pomembno. To, kar sem že pri angleščini, pri writingu razlagala, dober osnutek si napišite za esej sploh, pa vadite pisanje eseja. Pač vadite, napišite čim več esejev, dejte jih za pogledat frendom, staršem, pejte sami čez, lahko nam jih tudi nam pošljete v pregled, pri nas je vedno tako, da vsak, ki ima zakupljen dostop do platforme ali pa do crash kursa za esej, ima pač v paketu vključeno tudi eno oceno eseja. Sam plis na enem zadnji dan pošiljati, ker pač bomo težko jih 40 pogledali v enem dnevu. Ampak ja, imate to opcijo, mi vam napišemo in oceno in zelo obsežen komentar, pač kje so vaše močne točke, kje so vaše šibke točke, kaj lahko še izboljšate, česa se držite, kaj ful dobro delate, tako da vam tako zelo lepo in natančno napišemo feedback. Potem je razčlemba besedila, se pravi ta druga pola pri slovenščini. Tukaj pač greste čez snov, greste čez slovnico, tipo active recall, 3, 2, 1, ponovite, pa delate spet čim več starih maturitetnih pol, ker je tam nekako res vsa snov zajeta, a ne noter. Tako da v bistvu ni ful velike filozofije tukaj razen to. Za ustni del, ne, ko imate pa književnost pa to, imamo pa tudi mi zelo veliko vsebin, se imamo za vse veliko vsebin gor, ampak tako, književnost je isto, pač sam razdelite si na nek timeline pač dela, ki jih morate obdelati, in potem jih greste čez. Jaz se spomnim, da sem se za slovenščino za ustni del pač z eno prijateljico, z eno sošolko učila in so se pač vsak dan dobili, sva rekli, ok, ne vem, 3 ure bova delali, vmes pač neke pavzice in sva ful lepo vse obdelali za ustno. Tako da se ful da tudi brez skrbi, ni prepozno, pač vse bo kul. Pokažem vam še slovenščina, kako izgleda na platformi. Isto imate pač poglavja in vaje. In vam bom pokazala, evo. Ok, gremo najprej esej pogledati. Za esej je naša komparativistka Anja naredila najprej, kako se sploh lotiti pisanja eseja in priprave na esej, potem, kako si napisati dober osnutek, in potem imamo tukaj za vsako maturitetno delo po 3 webinarje in v vsakem obdelamo vsebino knjige, karakterizacijo likov, teme, motivi, kraj in čas dogajanja, dramska struktura, žanr, aktualizacija, o avtorju, pač vse, kar rabite vedeti o teh knjigah, je tukaj noter. Ja, tle so že stare, vsako leto pač to naredimo. Tako da tukaj imate zelo obsežno in zelo jasno obdelane vse knjige. Potem imate tukaj književnost, zapiske. Za vsa ta književna dela, ki so v maturitetnem katalogu, da se prav pridajo v poštev pač za ustni del mature, imate tukaj noter napisano. Ok, tle recimo odlomek, ki ga imate v berilu, tukaj je povzeta vsebina tega odlomka, tukaj so napisane neke glavne stvari o delu, kaj je to novela, kaj je to Sokolja teorija, kdo je avtor, nekaj besed o avtorju, v glavnem vse te glavne stvari, ki jih morate vedeti. Mislim, če znate tako vse te stvari iz teh naših zapiskov, pač pol mislim, da bo vaša profesorica za slovenščino zelo impressed, da pač vse to znate. Tako da tle imate zelo lepo tako razporejene stvari in je zelo jasno napisan. Potem imate pa pač te slovnične teme obdelane, a ne? Od recimo glasoslovja, ki je taka stvar, ki si jo malo težje zapomnimo oziroma je pač malo tako kompleksnejša tema.
pač ok, vaje, zapiski, kaj je zdaj kaj so naglašeni in nenaglašeni, kaj so ta naglasna znamenja, kako je s polglasnikom itd. Tako da zelo kratko je dato, pač res une glavne stvari, ki jih morate vedeti, so pojasnjene. Pa da pogledamo še recimo skladnjo, naprimer, stavčni členi. S-strukture se tudi vedno pojavijo na maturi, pa so pa tle še 3 webinarji. Glavni stavčni členi, zloženi stavčni členi, povedkovo določilo, tako da tukaj imate pa tudi vaj, kar nekaj za S-strukture in tako. Tako da ja, to je slovenščina, prej smo rekli matematika, matematike vam še nisem pokazala. Tukaj so pa glih tako zelo jasno razločena poglavja med sabo, drugače so pa tudi znotraj poglavja, ne, tukaj recimo številske množice, teh je ful, in so pol tukaj tudi podpoglavje, je eno splošen video o številskih množicah, pa imate pa še za vsako posebej znotraj pač podpoglavje. Tako da to je recimo to, pa si poglejmo, naprimer, kaj si pogledamo, kotne funkcije. Kotne funkcije so, evo, tlele video razlage pač vseh stvari, tiste stvari, ki so za višji nivo, so tudi označene, da so pač za višji nivo, in recimo pri zapiskih imate tudi tukaj vse to, pač kar v bistvu v zapiskih je vsa teorija, tako da to, kar rabite za ustno, je v zapiskih, imate zapiske v vsakem poglavju in vse lepo pač tako jasno predstavljeno. In tisto, kar je s črno, je za osnovni nivo, tukaj pa recimo je tole sivo, to pa pomeni, da je za višji nivo. Tako da pač tistega greste na osnovni, tistih sivih zadev ne rabite, gledate samo te črne, unika greste pa na višji nivo, pa pač imate tukaj še vsebino za to. Tako da to je to, tudi pri matematiki imamo rešene stare maturitetne pole, tako da imate tudi razlage nalog. Tako da, evo, to je to. Kar se tiče platforme, še eno stvar imamo za obdelati na mojem PowerPointu, potem pa se jaz malo ugasnem. To. Ena izmed pomembnejših zadev, kako se soočiti z stresom. Prva stvar, ki vam jo jaz zelo priporočam, je, da karkoli vas skrbi, zapišite si to na papir, s kulijem, whatever, ker ko ubesedimo pač te naše skrbi in strahove, boste videli zelo hitro, da postanejo ful manjši. In zraven si lahko napišete, ok, se pravi, če me skrbi, da ne bom mogla vsega pravočasno obdelati, si zraven napišete še tako čisto logično rešitev za to. Recimo, ok, strah ali pa skrb je, ne bom mogla vsega pravočasno obdelati. In kaj je rešitev? Je to, da se pač organizirano učim, zato da bom do pač tistega datuma vse predelala. In potem se moraš tega samo držati. Se vem, to je najtežji del, ampak na tak način te ne bo to več skrbelo, a ne? Potem lahko pomislite tako, spet čist realno, ali pa rečete komu, da naj vam pomaga iti čez to. Kaj je worst case scenario? Pač, kaj je najhujša stvar, ki se lahko zgodi? Kaj, da padete maturo, pa pač morate iti jeseni nekaj popravljati ali pa nekaj zvišati. Pač, ni ful grozen, pač, to hočem reči. Ni tako life-threatening zadeva, vse se da rešiti, tako da je zelo dobro za vas, da greste, se vem, ful je težko reči neobremenjeni, ampak čim manj obremenjeni pač na maturo. Pa si rajš, recimo, namesto kaj je worst case scenario, predstavljate, kaj je best case scenario. Pač, kaj je pa najboljš, kar se lahko zgodi. Lahko pač dosežem vse svoje cilje, ki sem si jih zastavila, lahko imam najbolj carsko poletje ever, ker bom najdaljše poletje, pač, ki ga bom imela, in bom uživala in bom pač delala, kar hočem in ful
carske zadeve me čakajo. In bom sprejeta na faks, ki si ga želim imeti in pač noro bo. Tako da, ne si samo unih najslabših stvari predstavljati, predstavljajte si tudi une najboljše. In kakršnekoli cilje si že postavite, si vizualizirate, ne vem, pejte se malo uležiti v posteljo ali pa na kavč ali pa zvečer, preden zaspite, tako razmislite, predstavljajte si, kako bo, ko oddelam še zadnjo ustno maturo in bom konc in kaj bom takrat naredila. In kako se bom počutila takrat, kakšni bojo občutki, a mi bo ful odlegel, a bom ful vesela, ali bo tako navaden, kakorkoli. Predstavljajte se vse te stvari, zaradi tega, ker če jih tako že vnaprej si predstavljate, kako se bo to zgodilo, je tudi zelo veliko možnosti, da tako dejansko tudi bo. Tako da to je ful pomembna stvar, pa dajte se vmes sprostiti. Pač ne se izključno z učenjem ukvarjati, zato da bojo vaši možgani dobro delali, pa si dobro zapomnili informacije, se morate tudi kaj umiriti, pa si vzeti pauzo. Tako da karkoli že delate, a je to, da igrate igrice, ali da rišete, ali da greste ven, ali da se ukvarjate s športom, karkoli že, pač ustavite se tudi od učenja, naredite pauzo in se malo sprostite. In preden grem zdaj v chat pogledati vaše vprašanja, vam dam še to zadnjo spodbudo, da imate to in da če vam paše, če pač ste tak tip človeka, ki vam je to cool, ali pa vsaj probite kakšen dan narediti, da si zjutraj ni treba stati pred špeglom pa si te afirmacije govoriti, ampak tako, če kdaj vas začne spet ful skrbeti vse, pa pač greste v nek ta panic mode, si pač povejte te afirmacije, pa vas bo hopefully vse skupaj malo pomirilo. Pa vedno večkrat, ko jih boste ponovili, bolj jih boste verjeli in bolj boste tako pozitivno naravnani na vse skupaj. Tako, zdaj pa grem pogledat v chat. Tako da, vidim, da ste mi v direct messages pisali. Nekdo je vprašal, kakšni so predlogi za kemijo na maturi. V bistvu, tukaj sem zdaj sicer posebej vmes govorila za angleščino, matematiko, slovenščino, ampak zares, kjerokoli od teh tehnik ali pa od teh primerov, ki sem jih dala za flow učenja, za organizacijo učenja, čist isto lahko uporabite za kjerkoli drug predmet, za kemijo, biologijo, pač karkoli že. Tako da, isto, postav si cilj, dobro si splaniri in bod konsistenten. Tako da, to je v bistvu nasvet za čisto vsak predmet. Potem je eno vprašanje, ali se lahko iz vaše platforme dobro pripravim na drugo polo za slovenščino, se pravi ta slovnica. Ja, vsekakor, sem vam prej pokazala, kako izgleda vse skupaj na platformi, tako da pač so zajete vse te stvari, ki se pojavljajo na maturi, tako da definitivno. Drugače pa, čistko by the way, je ta matura dostop do naše platforme je zdaj znižan. Že na platformi je že označen, ne rabite nobene kode ali pa ničesar. Tako da vam res priporočam, razlika mogoče med matura dostopom pa enomesečnim dostopom je ta, da vam matura dostop traja do septembra. Tako da, če morate iti kaj izvišvati, popravljati karkoli, da imate pač safely to tudi do takrat. Tako da ta je zdaj znižan na, mislim, da 75 €, drugače pa enomesečni dostop 40 €, kar je tako 2 uri inštrukcij. Tako da, se vam sigurno splača, no. Eno vprašanje je še, kam lahko oddaš esej v pregled. Zdaj, če imate slovenščino crash course ali pa dostop do platforme, sigurno imate tam nekje naš mail napisan ali pa celo gumb, kam lahko oddaš esej. Tako da vedno ga lahko na kjerkoli razturi na maturi mail pošljete. Lahko ga meni, lisa@pripravenamaturo.si ali pa na ta naš splošni info mail razturi@pripravenamaturo.si.
Še eno vprašanje je, ena punca ima pisne pole 4 dni zaporedoma. Kako si organizirati tiste 4 dni? Ok, v bistvu te 4 dnevi sploh niso tako pomembni, bolj pomembni so dnevi pred temi 4 dnevi. Tako da dobro si zorganiziraj, pa bod konsistentna pri učenju pred temi 4 dnevi, ker si moraš pač tako zorganizirati, da boš, a ne, večino snovi že obdelala do tega šprinta. Takrat je pa samo tako, ponavljaš en predmet, ga greš odpisati. Ko priješ domov, ne te dni, ki imaš pač tako natemperane, ne si na te dni zorganizirati ful enega učenja, ker boš utrujena. Tako da vzem si čas za počitek, predvsem to. Ampak si vzem tako čas, da recimo si pol vsako popoldne pred pač naslednjim predmetom samo ponovi snov. Moraš pa prej že jo obdelati. Tako da te 3 popoldnevi oziroma 4 popoldnevi ne bodo namenjeni temu, da se učiš nove stvari, ampak da samo ponoviš ali iz zapiskov ali pač prek platforme ali s česarkoli že, da ponoviš snov, jo pač poveš na glas, jo zapišeš kakorkoli in je to to. Tudi te all-nighterji, ki jih velikrat pač imajo dijaki ali pa smo jih imeli študentje, dajte raje imeti kakšen all-nighter, ne uno noč tik pred maturo, ampak 1 ali pa 2 noči prej. Zaradi tega, ker vseeno, zato da vam možgani ful dobro delajo, je ful boljše, če ste naspani. Tako da somewhere along the way si vzemite tudi čas za spanje in sprostitev. Tako da, please, pač tako. V redu, razumem, da imate all-nighterje, sam ful je boljše, če si kakšen dan prej vzamete all-nighter, kakor tik pred maturo. Še eno vprašanje je, ali imate platformo tudi za umetnostno zgodovino? Ne, za umetnostno zgodovino žal še nimamo, pač dodajamo sproti predmete, zdaj imamo recimo crash kurse za biologijo, kemijo pa nemščino, tako da tudi to, če bi kdo želel, so znižani za polovico, tako da iz 120 na 60 evrov. Umetnostne zgodovine pa žal še nima. Nimamo, plan je, da pač bomo imeli vse predmete, ampak je zelo time consuming in money consuming, da vse to posnamemo. Dajemo pa vsem prednost predmetom, ki jih pač ima največ dijakov na maturi, a ne. Umetnostna zgodovina pa žal ni ful popularen predmet, tako da ni zdajle v prvem planu. Vprašanje je bilo tudi, če imamo latinščino na platformi. Ne, v bistvu isti odgovor, ko umetnostno zgodovino, spet plan je, da bo, ampak ni, latinščina je pa še manj pogosta na maturi kot recimo umetnostna zgodovina, tako da bolj so v planu zdaj fizika, še kakšni ostali tuji jeziki, tako da ja. Eno vprašanje je pa z izbiro študija. Na strojništvu nikoli ni bilo omejitve vpisa, letos pa bo. Kako veliko omejitev lahko pričakujem? To pa žal res ne vem. Tle pa žal nisem toliko strokovnjak, mislim, lahko vam pomagam kaj svetovati pri izbiri študija, če niste ziher, kam bi se vpisali ali kakorkoli, ampak z omejitvami pa res ne vem, kako to točno deluje. Ok, Ana mi je še poslala en direct message, bova se pomenili, ker sem videla, da je kar daljše vprašanje. Upam, da vam je tale webinar pomagal, upam, da sem vas uspela malo zmotivirati, da si greste zdaj en dober načrt za učenje pripraviti, pa da danes začnete. Tako da hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli in želim vam ful sreče pri učenju, pri pisanju mature, predvsem pa vam želim čim manj stresno obdobje
In če boste kadarkoli rabili kakšno spodbudo, kakšne pozitivne besede, sem vam jaz z veseljem vedno na voljo, ker vem, da tako veliko ljudi vam bo reklo, ja, kaj pretiraš, a pa saj matura ni nič takega. Ja, pač to rečejo ljudje, ki so to že šli čez, pa pač ne razumejo, da ste vi zdajle v tej situaciji, ker vam je to pač ful pomembna stvar. Tako da jaz razumem, da vam je to ful pomembna stvar in vam želim stati ob strani za tako zadevo. Tako da, če želite, anytime, Instagram, TikTok, mail, pač napišite Lisa help, pa vam bom probala pomagati. Tako da